Že se veliko ukvarjamo z njim. Velikokrat nam ga zmanjkuje, nas preganja in si ga ne vzamemo dovolj. Največkrat pa si želimo, da bi ga zavrteli nazaj, kaj spremenili, popravili, naredili bolje. Rade bi, da bi tekel v drugo pot. Čas pri nas je tekel prav. Čas, o katerem govorimo danes, je tekel našo pot. 10 let je tiktakal tako, kot smo ga usmerjali mi, z nepozabnimi dogodki, lepimi uspehi, s tisočimi zgodbami, nam dragimi spomini, smo skupaj napolnili sicer filozofsko praznino. Zato danes tukaj zbrani praznujemo.
Spoštovani dijaki, bivši in sedanji, vsi profesori, ravnatelji, drugi zaposleni na gimnaziji Slovenske Konjice, spoštovani gostje. Svečano vas pozdravljamo na prireditvi ob 10. obletnici gimnazije Slovenske Konjice. Včasih se korak ustavi, v zgodovino se zazre, mnogo lepega zagleda, radost nam nada v srce. Poje konjiška himna, ko legenda zaživi. Slišali smo jo v izvedbi dijakov množičnega zbora, pevskega zbora gimnazije Slovenske Konjice, ki smo se mu na nocojšnji slovesnosti pridružili tudi nekdanje gimnazijke, pevke vokalne skupine, ki so ustvarjale glasbeno pevsko kulturo gimnazije prvih 5 let njenega delovanja. Svečan pozdrav tudi njim. Tam se zbira vsa mladina, polna varu in kreposti, da bi se kaj naučili, drug se z drugim veselili. Na šolo si se podali, si prijatelje nabrali, smeha dan se prebijamo, včasih dolg čas ubijamo. Postali smo odgovorni, tudi malo bolj zgovorni. Šola zdaj ni več šala, veže vsaka punčka mala. Zato vsi se borim, da se nekaj naučimo, da ne bi se izgubili, večernega sveta pravili. Sneha v dan se prebijamo, včasih dolg čas ubijamo, naše sanje zaupamo, na poti k ciljem ne obupamo. Vsako roki unikarju želja, ujeti svobodo izpod tega sveta. Življenju čaka nas še 1000 stvari, šola daje le začetek poti. Pravkar smo prepevali ob zvoki himne gimnazije Slovenske Konjice. Besedilo je avtorsko delo našega nekdanjega dijaka Roka Zorka. Uglasbili pa so ga člani glasbene skupine Tabu leta 2006. V originalnem posnetku so prepevali Lucija Retuznik, Mojca Sekirnik in Nejc Poljar. Mojca in Nejc sta bila solista tudi danes. Na prireditvi posebej pozdravljamo gospo Elviro Šušmelj za Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška,
prvega ravnatelja gimnazije Slovenske Konjice, gospoda Franca Šeliha. Bivšega ravnatelja, gospoda Milana Sojča. In seveda vršilko dolžnosti ravnateljice gospo Jasmino Mihelah Zupančič. Veseli nas, da smo danes skupaj, prav vsi, ki se nas je gimnazija dotaknila. Vsa 4 leta smo preživeli v odličnem vzdušju. Trdo delo na sveti in vse druge učenosti pa so nas pripravile na svet, ki nas je po koncu gimnazijskih let pričakal odprtih rok. Marjeta, 2007. Zares sem si želela postati zlata maturantka. Trudila sem se po najboljših močeh in uspela sem. To je to, drugega recepta ni. Močna želja je tisto, čemur sledi volja. Tamara, 2007. Zelo pozitivna izkušnja v času šolanja so bila potovanja, ki smo se jih dijaki lahko udeležili, saj smo imeli možnost videti in doživeti različna mesta v Evropi, se spoznati s tujimi kulturami, hkrati pa je bilo vzdušje zelo sproščeno. Rodilo se mnogo novih prijateljstev. Matic, 2008. Gimnazija je zame predstavljala čas iskanja, odkrivanje sveta ter novih izkušenj, ki so me pomagali izoblikovati. Želja po znanju in neznanem, ki se je takrat prebudila v meni, je verjetno ena izmed najpomembnejših stvari, ki sem jih odnesla in ki me še danes žene naprej. In to želim tudi ostalim generacijam, ki bodo prestopile prag gimnazije Slovenske Konjice. Želja po odkritju svojih sanj ter moč, da jih dosežejo. Natalija, 2008. Je pisan preplet najstniške razigranosti in nasmejanosti, učenja, priprav na razna tekmovanja, veselja nad uspehi. Preplet, ki vedno znova nariše nasmeh na obraz. Lucija, 2009. Ponosni smo, da smo lahko 4 leta tudi mi soustvarjali podobo, ki jo ima gimnazija sedaj, ko praznuje 10-letnico svojega obstoja. Janja, 2012. Leta na gimnaziji so prehitro minila. Gimnazija bo imela prav posebno lep prostor v mojem spominu. Primož, 2013. Uspešno sem zaključil prvi letnik, drugi je bil težavnejši. V tretjem sem se ponovno ukvarjal s stvarmi, ki jih imam rad, in opustil grde razvade. Maturantskega izleta se spomnim danes in se ga bom še naslednjih mnogo let. S kančkom sreče in veliko samozavedanja sem odkril, da je trdo delo še kako pomembno. Spremenil sem se, malo, zelo, po besedah drugih ogromno, a zdi se mi, da sem ostal zvest sebi in ni tako očitne razlike. Morda le ta, kar bi moral postati, temu sem bliže. Čakajo maturantski ples, veliko učenja in nato matura, zaključek gimnazije in vstop v življenje. Čeprav je naša gimnazija mala, je dovolj prostora za vsakega dijaka. Sem Luka, generacija 2014. Odlomke svojega doživljanja gimnazijskega utripa so za zbornik zapisali naši dijaki različnih generacij. Tako so jo doživeli oni. Kako pa jo doživljajo tisti, ki so krojili pot naše gimnazije od začetka do danes? Gospod Franc Šelih in nekdanji župan občine Slovenske Konjice, gospod Janez Jazbec, sta v podpori in soglasju takratnih konjiških svetnikov pričela uresničevati idejo o ustanovitvi naše gimnazije. Začela se je borba, stekla so pogajanja, dogovarjanja in zgodilo se je. Po leti 2003 je Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije izdalo soglasje za izvajanje programa splošne gimnazije v Slovenskih Konjicah. Na oder torej vabimo gospoda Franca Šeliha, prvega direktorja. Pod njegovim vodstvom smo jo dobili gimnazijo Slovenske Konjice.
gospoda Milana Sojča, ki je uspešno nadaljeval vodenje, in gospod Jasmino Mihelak Zopančič, vršilko dolžnosti direktorice danes. Izvolite, prizorišče je vaše. Dragi dijaki, spoštovani starši, cenjeni gostje. Današnji čas ne bi bil brez zgodovine in tudi prihodnosti ne bi bilo, če ne bi pozidali temeljnega kamna pred toliko in toliko leti. Dovolite mi, da se nekje spomnim z nostalgijo tega časa, ko se je rojevala naša šola, Gimnazija Slovenske Konjice. Ministrstvo za šolstvo in šport je bilo v tistem času zelo naklonjeno razmestitvi splošnih programov v šolski prostor in začutili smo priložnost, da tudi v Slovenskih Konjicah, tudi v naši občini, v našem kraju pridobimo ta program. Moram reči, da je le enotnost občinskega vodstva, svetnikov, gospodarstva in vseh naprednih subjektov doprinesla k temu, da je projekt uspel. Danes se zavedamo, da je približanje šole še toliko večja vrednota za naše mlade, ki bi sicer v tem obdobju se morali še zmeraj voziti v Maribor ali Celje. To so bili časi optimizma, časi vrednot, spoštovanja in zaupanja. Zaupali so nam zlasti starši prve generacije, zaupali so nam zlasti dijaki prve generacije. Lažje je bilo kasneje, ko so občinski svetniki podprli prizadevanja za sofinanciranje gimnazije in nastala je najlepša stavba v mestu. Danes mislim, da lahko s ponosom gledamo nazaj in mislim, da smo lahko upravičili zaupanje dr. Čokove, ministrice, ki je razmestila ta program Konjice, s tem, da je že prva generacija maturantov dosegla nadpoprečne uspehe in 2 zlata maturanta. Ker tudi sedaj to strokovno pedagoško vodstvo nadaljuje s tem strokovnim delom in se kvaliteta nadaljuje, mislim, da ni bojazni za vpis za naslednje generacije. Mislim, da lahko počasi stopamo ob bok šolam, ki se ponašajo z dolgoletno tradicijo. Ob tem pa je treba poudariti, da čas krize prinaša tudi neprimerna in manj željena dejanja. Soočamo se s krizo duha in srca. Prav bi bilo, da se vrednote človeka, da se kvaliteta življenja in sobivanja ne pozabi. Dragi dijaki, želim vam uspešno pot življenja. Želim vam, da po strokovni izobrazbi uspešno končate študij in si pridobite delovno mesto čim bliže domačega kraja. Spoštovani profesori, hvala vam za lepe trenutke, ki sem jih preživel z vami. Dejansko je bilo to obdobje v zadnjih 5 let 8. mandata zame najlepše obdobje strokovnega dela. Novemu vodstvu in celotnemu kolektivu mnogo sreče in uspehov. Hvala vsem, ki ste pomagali krojiti in oblikovati podobo sedanje gimnazije. Hvala. Tudi mi smo nadaljevali delo, ki ga je začel magister Šelih in ekipa profesorskega zbora, tako da je bilo delo naporno,
ampak izziv vsak dan posebej. Ob tej priložnosti se želim tudi jaz zahvaliti občinskemu svetu, tistim, ki ste takrat krojili usodo te skupnosti, da ste sprejeli tako korajžno odločitev, ki je bila za tisti čas kar nekoliko pred časom. Namreč v manjših krajih takšne šole v preteklosti niso pogosto nastajale. Od takšne šole ima korist vsa dolina in še širše. Društva, klubi, ki najdejo v naših prostorih prostor za svojo dejavnost občasno, seveda pridobi na področju kulture in športa tudi sama občina ali več občin skupaj. Nenazadnje je to pridobitev za dijake in za starše, ena izbira več in pa predvsem tudi možnost zaposlitve v domačih krajih, torej tudi za zaposlene. Ob vseh teh pridobitvah, ob vseh teh plusih je po 10 letih čas, da rečemo, da je bila odločitev vsekakor prava. Zdaj je čas, da se ozremo malenkost nazaj, predvsem pa tudi naprej. Začeto delo, ki je bilo v prvih letih razen same strokovnosti in dela v razredih torej je bilo danega precej poudarka kulturi, smo v naslednjih letih na nek način nadgradili s področjem športa, ker ministrstvo ni bilo najbolj naklonjeno dodelitvi športnega oddelka na gimnazijo kot tretjega oddelka, smo iskali pot, kako to uresničiti drugače. Uspeli smo se dogovoriti z Zavodom za šport, gospodom Samom Pintarjem in pa predvsem z županom gospodom Gorinškom, ki je imel velik posluh, in smo oblikovali športni oddelek, dodatno športno dejavnost za tiste dijake, ki presegajo normative in standarde na področju športa. Ta šport in ta športni duh je tisti, ki ga je treba gojiti tudi naprej kot blagovno znamko naše gimnazije. O tem govorim zato, ne da bi našteval uspehe za nazaj, predvsem pa zato, da če pridemo do ovire, se najde tudi rešitev. Torej, če je volja, če je želja, se najde tudi pot. Za konec bi rekel, da so leta v kolektivu gimnazijskih učiteljev, delavcev šole, profesorjev in vseh, s katerimi sem delal, bila izjemna. Trdo, naporno delo, ampak nič ni bilo težko in to odlikuje vse delavce na šoli, na gimnaziji Slovenske Konjice. Omenil bi še mogoče eno od poti, ki smo jo začrtali, in sicer, da smo naše profesorje poskušali članjevati oziroma vključiti v razne skupine na nacionalni ravni, in sicer skupine, ki so pripravljale gradiva za maturo, skupine, ki so sooblikovale smernice mature in podobno. Na ta način smo dobili občutek za meter, občutek o zahtevnosti in približali smo si strokovna znanja. Seveda je to tudi nekaj stalo, ampak v preteklih letih smo v izobraževanje vlagali veliko, mislim pa, da je vsaka naložba v izobraževanje zaposlenih, profesorjev in vseh delavcev šole izjemna in ima kot takšna vsekakor multiplikativni učinek. Naj sklenem še z eno zahvalo, in sicer občinskemu svetu občine Slovenske Konjice in pa županu Miranu Gorinšku za vso podporo skozi vsa leta, ker smo skupaj izpeljali veliko projektov, veliko stvari smo začeli, veliko jih teče, nekatere se pripravljajo tudi za naprej, tako da ob podpori je lahko delati dobre rezultate, dosegati dobre rezultate. Ob tem pa ne bi zanemaril podpore tudi vseh ostalih občin, županov in tudi občinskih svetov. Hvala. Tako kot z roko v roki smo danes tukaj in sedaj. In jaz bi si vseeno par minut vzela za resničen, dober, pošten pozdrav. Gospa Šušmelj, predstavnica Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in izobraževanje odraslih, župan občine Slovenske Konjice, podžupani, gospodarstveniki, učitelji, profesorji, starši, dijaki, en iskren, prisrčen pozdrav, da ste danes tukaj z nami ob 10. letnici.
Moja predhodnika sta vam na nek način orisala življenje zadnjih 10 let. Podala vse tiste upe in ideale, ki so bili položeni za to, da smo danes tukaj. Zelo malo bi bilo, če jim rečemo samo hvala, pa vendarle. Zato, da smo danes tukaj, gre velika hvala vsem. Nam je pa pravzaprav s tem tudi naložen nadaljnji korak. Tega se mislim, da zavedamo vsi in tega mislim, da se tudi veselimo vsi. Svojima predhodnikama na tem mestu pravzaprav zgolj hvala, da ste z nami bili in da ste tudi danes. Je pa res, da leta tečejo, da se množijo rezultati. Mi smo na njih zelo ponosni. V teh 10 letih ste slišali, kaj je bilo ustvarjenega. Ne samo kot stavba, stoječa stavba, ljudje, ki so prihajali v to okolje, mlad kolektiv, ki je razgibal že takrat strokovni del šolskega centra v celoti, novi dijaki, novi upi, nova mladina. To je okolje prineslo sigurno dodatno življenje. To je okolje prineslo nekaj, kar danes najverjetneje vsi drugače cenimo. Sami veste, da se vrednote krhajo, da se vzpostavljajo tudi na novo. In mislim, da je prav, da si vzamemo vsak zase minuto časa in smo si iskreni, vsaj pri enem. Mislim, da danes ni nobenega tukaj, ki bi mi bilo kakorkoli žal korakov, ki jih je naredil, zato, da ima Slovenske Konjice in s tem šolski center program gimnazije. Obletnica pa vendarle ni pogled samo za nazaj, na vse tisto dobro in lepo, kar je bilo. Jaz mislim, da je tudi obletnica pravzaprav prilika in zahteva, da pogledamo, kaj naprej, kam želimo naprej iti, kako želimo naprej iti in tudi predvsem, kam želimo priti. Biti v koraku časov pomeni ogromno vlaganja. Nekateri veste to več, nekateri manj. Ampak vlaganja ne samo v odnose, ne samo v splošno znanje, ne samo v tehnološki napredek, v drugega, v medsebojno povezovanje, dejansko se v tem okolju potrebujemo. Približno 30 000 ljudi nas v tem okolju širšem biva, del teh mladih se tukaj pri nas uči. Nekateri na gimnaziji, tudi na šoli v Zrečah. Oboje pa je naš cilj, da pripravimo in to okolje ohranimo bodoče naše upe, na kateri bomo gradili svojo prihodnost. Pri nas je zelo pestro. Po parih mesecih lahko rečem, da se pri nas marsikaj dogaja, da je živahno. Nekateri se ukvarjajo z glasbo, drugi pojejo, tretji recitirajo, gledališko ustvarjajo, so športnega duha, jezikovno pravzaprav zelo močno podkovani, so mladi, so zelo drugačni in treba jim je znati slediti. Mislim, da to od vseh nas zahteva veliko podporo. Zato bi pa vendarle si upala nekaj povedati. Zato, da smo danes tukaj, da je nekje preko 600 dijakov se že šolalo na gimnaziji, zato, da imamo danes preko 14 zlatih maturantov, veste, tudi tistih, ki imajo tudi na končnem izpitu pravzaprav vse prav. Zato, da smo danes resnično lahko ponosni te rezultate, jaz mislim, da je treba dati eno ogromno zahvalo staršem in dijakom, ki ste se prve generacije tukaj vpisovali in ki danes na nas in na gimnazijo gledate že v luči preteklih dni. Staršem, ki ste danes tukaj z nami, kateri ste nam v resnici svoje upe zaupali v učenje, se vam zahvaljujem. Upam, da bomo izpolnili vsaki dan vaše pričakovanje, da ste se odločili prav. S tem pa vendarle tudi dijaki. Jaz vam resnično želim, da v teh 4 letih se dobro okrepite, pridobite znanje, da ohranite in pridobite vrednote, ki vam bodo v življenju ponos. Želim vam, da boste bodoče lahko nadaljevali šolanje, kjerkoli si ga boste zaželeli, pa vendarle, da boste zmožni priti tudi nazaj v okolje. S tem pa dajem v bistvu en apel in prošnjo tudi lokalni skupnosti, tudi gospodarstvo, brez katerih v preteklosti ne bi šlo in tudi v bodoče ne bo šlo. Mi rabimo vaš posluh, mi rabimo vašo dobro gospodarsko rast, zato, da bodo tudi naši imeli kam priti. Rabimo pa tudi vašo vzdržljivost, da čakate na te dijake. Verjamete, da so zlata vredni. Sodelavcem
Sodelavcem na tej prelomnici želim iskreno vse dobro na bodoči poti. Veliko osebne rasti, veliko strokovne rasti, veliko tega, kar mladi prenašajo, ker za njimi se boste mladili in najverjetneje ne starali. Da pa ni odveč, želim pa vendarle eno prošnjo in posluh vzbuditi tudi pri predstavnici ministrstva. Vendarle je to za nas najpomembnejše ministrstvo. Rabimo vaš posluh, rabimo vaše razumevanje, kdo smo, kje smo, kakšni smo in tudi kam želimo priti. Rabimo razumevanje pri tem, da bomo lahko nadgradili svoje programe in da bomo pravzaprav ponos tega, kar tukaj počnemo. Mi vam zagotavljamo kvaliteto in želimo tudi takšni biti. Moram pa na koncu pridjati tudi osebno, se vam iskreno zahvaljujem, da ste danes tu z nami v tem našem lepem dogodku, pa da boste z nami tudi v času, ki bodo mogoče manj prijetne stvari. Današnji program so v celoti snovali dijaki. Ob podpori seveda mentorjev, ob podpori učiteljev, vsi so bili zelo zagnani. Ja, tudi učili so se že v teh 2 mesecih, ampak v resnici ogromno vložene energije in njihovega življenja je danes tukaj. Mislim, da smo lahko ponosni na oboje. Iskrena hvala vsem, ki ste na nek način aktivno sodelovali tudi pri našem dnevu, bi pa vam želela pa vam, zbrani vsem, to je v resnici naše darilo vam. Najlepša hvala. In obenem sedaj tudi mi več vemo o zgodovini in delovanju naše prelepe gimnazije.
Vokalna skupina Vokali z gimnazijom, ki ste jo pravkar slišali, se programsko osredotoča na vse glasbene zvrsti. Ne pozablja pa tudi na pozitiven odnos do slovenske ljudske kulture. V sodobni preobleki ob glasbeni spremljavi šolskega benda smo slišali primer ljudske pesmi Izrezje. Zavedamo se pomena tesne povezanosti Gimnazije Slovenske Konjice z lokalno skupnostjo. Sodelovanje z organizacijami in društvi v naši občini preko različnih projektov in dogodkov je vedno obrodilo dobre sadove. Ob današnjem pomembnem jubileju bi želeli, da nam nekaj besed nameni župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek. Vabimo vas na oder. Spoštovane gospe in gospodje, dijakinje in dijaki, cenjeni gostje. Nocojšnji večer je poln prijetnih občutkov, nekakšna vznesenost nas preveva in ob 10. obletnici delovanja neke organizacije, neke inštitucije je to prav gotovo primerno ozračje. Pa vendar, da bi znali razumeti pomen današnjega veselja, se je dobro ozreti nekaj let nazaj, pa recimo v času, ko je moja generacija hodila v srednjo šolo, takrat se niti pomisliti nismo upali, da bi bilo kako drugače, kot da smo se zjutraj v temi in mrazu trpali na avtobus in bili srečni, če smo sploh dobili prostor na avtobusu, nikakor ne sedeža. Še 15 let nazaj velika večina si ni znala predstavljati, da bi imeli v Konjicah, v Dravinjski dolini, gimnazijski program. Pravim veliki večini, kajti nekateri, tudi nocoj tukaj prisotni, so že razmišljali v to smer. Vsak napredek je v veliki meri odvisen od vizionarjev v naši okolici. In takšna vizionarja sta bila prav gotovo takrat na eni strani direktor šolskega centra Franc Šelih in na drugi strani moj predhodnik, takratni župan, gospod Janez Jazbec. Bila sta dovolj iznajdljiva, hrabra in pohorci rečemo trmasta, da sta zmogla v tistem takratnem razmišljanju prodreti s to idejo in jo tudi podpreti.
Na tem mestu še enkrat obema iskrena hvala in čestitke za takratno odločitev. Če ne bi bilo tega, tudi današnje prireditve ne bi bilo. In da je bila želja resnično velika, priča tudi dejstvo, da je takrat občina v projekt izgradnje nove stavbe za gimnazijo vložila zemljišče in pa tudi prevzela plačevanje leasinga. Takrat se je 10 let zdelo zelo daleč. Še 2 proračuna in bo stvar poplačana. Toliko o materialnem smislu. Pa vendar je mogoče dobro povedati tudi drugo dimenzijo tega vložka, finančnega vložka občine Slovenske Konjice. Nekje na ravni 160 tisoč evrov na letnem nivoju znaša ta prispevek. Pa če se malo poigramo s številkami, 240 dijakov do 2 leti nazaj je bila recimo karta, mesečna karta 100 evrov. Preračunajte znesek, pomnožite z 10 mesecev, pa vidite, da je to znatno več, kot je tisti prispevek lokalne skupnosti. Naj bo v materialnem smislu to prispevek celotne lokalne skupnosti, da danes govorimo o gimnazijskem programu v Slovenskih Konjicah. Kajti danes imamo šolo, na kateri se dijaki odlično počutijo, imamo strokoven kader iz domačega okolja, sami veste, kaj pomeni delovno mesto nekje v bližini doma, da vse ne koncentriramo v večjih mestih. In imamo še poleg tega izjemno uspešnega strokovnega kadra, ki vzgaja mlade, imamo kar nekaj zlatih maturantov, imamo Sloves gimnazije, ki velja za odlično šolo. In zamislite si nocojšnjo prireditev brez kulturne prireditve oziroma kulturnega vložka, ki ga ustvarjajo dijakinje in dijaki te šole. Spomnimo se lanske svečane seje ob občinskem prazniku. Kdo bi nam pripravljal v Dravinjski dolini kulturne prireditve na takšnem nivoju, če ne ravno gimnazijci? Pomembno je to, da gimnazijci v času, ko iz otrok postajajo odrasli ljudje, živijo, se družijo tukaj, v tem okolju. Tako je veliko več možnosti, da bodo to okolje tudi vzljubili in se radi vračali, tukaj živeli. In kdo bi skrbel za razvoj športa? Kdo bi skrbel za stike s tujino, z drugimi narodi po Evropi? Vse to se odraža v tem 2 besedah, ki rečemo Gimnazija Konjice. Zato bi želel na tem mestu iskreno čestitati vsem, ki ste do sedaj pripomogli, da je gimnazija tukaj, da smo doživeli 10. obletnico. Čestitati vsem učiteljem na tej šoli, vsemu strokovnemu kadru, čestitati dijakinjam in dijakom, sedanjem in bivšim, in seveda tudi tistim, ki se bodo kmalu odločili in se šolali tukaj na gimnaziji. Na tem mestu izrekam priznanje občine Slovenske Konjice, celotnemu kolektivu gimnazije. Čestitam in želim, da sloves, takšen kot ga ima danes, ohrani in le še s ponosom širi širom domovine in tudi po Evropi. Iskrene čestitke. And here I always will be.
Veseli nas, da se bo naše praznovanje slišalo vse do Ljubljane, odkoder z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prihaja naša slavnostna govornica gospa Elvira Šušmelj, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Lepo pozdravljeni, prosimo, da uvodni del zaključite s svojim razmišljanjem. Spoštovani slavnostni zbor, prijazen in dober večer tudi v mojem imenu in imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Gimnazija Slovenske Konjice praznuje svojih rosnih in mladostnih 10 let. Zato takoj na začetku iskrene čestitke ter želja, da svoj zanos in dosedanjo uspešnost ohrani in nosi še naslednja desetletja. Čestitko seveda naslavljam na vse nekdanje in sedanje dijake in dijakinje, gospo ravnateljico in gospoda nekdanja ravnatelja, vse pedagoške in nepedagoške delavce, skratka vse, ki že dobrih 10 let vsak dan stopate čez prag vaše srednješolske hiše modrosti. Vse, ki imate ob tem morda različne osebne želje, potrebe, pričakovanja in probleme, a vsem vam je skupno to, da si na eni strani želite pridobiti novega znanja in novih izkušenj, na drugi strani pa želite te svoje želje in svoje znanje prenesti na druge. V svoji himni ste zapisali: zato se vsi borimo, da se nekaj naučimo, da ne bi se izgubili med širnega sveta pravili. Res je, v šoli se dijaki ne učijo le matematike, zgodovine, biologije, tujih jezikov. Učijo in naučijo se tudi kreativnosti, uporabe in vzpodbujanja vseh lastnih sposobnosti in potencialov, doseganja zastavljenih ciljev, komunikacije, sodelovanja, spoštovanja in še mnogih drugih lepih vrednot in lastnosti. In znanje je tisto bogastvo, kompas, ki ga nosimo v sebi in nam je v pomoč in zagotovilo, da ne bi se izgubili med sveta pravili. Pot do tega bogastva pa je dolga in zahtevna, tudi v današnjem času. Tudi danes, ko marsikdo misli, da je vedenje v trenutku dosegljivo z enostavnim klikom na gumb, je učenje eno najzahtevnejših opravil, tako za tistega, ki se uči, kot za tistega, ki uči. Uspeh je pri obeh prigaran in težko dosežen. Vaša gimnazija res lahko z zadovoljstvom gleda na desetletje, ki je za njo. Dosežki in izkušnje, ki si jih je pridobila, so ji dovolj trdna podlaga za pogumen korak v naslednjo dekado. Ministrstvo se zaveda pomena in potrebe izobraževanja, vseživljenjskega učenja, kvalitetnega in široko dostopnega javnega šolstva. Podpira prizadevanja vaše šole in celotnega centra ter v sklopu svojih prizadevanj za stabilno šolsko mrežo, mrežo, ki ne potrebuje in ne prenese hitrih in usiljenih rešitev, individualno pristopa k obravnavi šol. Tako pozna vse vaše uspehe in vse vaše večje ali manjše probleme. In srčno upam, da to tudi znamo pokazati in vam pomagati takrat, ko nas najbolj potrebujete, ko najbolj pričakujete. Ali drugače povedano, v sedanjem sistemu financiranja, ki ni naklonjen vsem šolam enako, le-te obravnava ministrstvo individualno in jih v skladu z zakonskimi možnostmi in podlagami tudi dodatno financira. Kajti šola je institucija posebnega družbenega pomena, posebej v manjšem kraju. Tudi šola mora pozitivno finančno poslovati, a njeno poslanstvo ni kapitalski prihodek. Njeno bogatstvo in kvaliteta so izobraženi ljudje, ne glede na stopnjo njihove izobrazbe. Izobraženi ljudje so tista prava sled, ki jo šola ustvarja in za vse čase pusti za sabo.
Zato mora biti šola široko dostopna za vse, ne glede na starost, socialni stan in na druge razlike, ki so med nami. In zaradi vsega tega navedenega, ter zaradi odločnosti in vizije, ki jo ima vodstvo te šole, ter sodelovanja in podpore lokalne skupnosti in gospodarstva, sem prepričana, da se ni bati ne za prihodnost gimnazije, ne za prihodnost celotnega šolskega centra Slovenske Konjice. Zato mi ob koncu dovolite zgolj, da se zahvalim in pohvalim vse, ki ste na kakršenkoli način prispevali, da je nastal in se odvija ta prijeten dogodek. Čestitke in zahvala še enkrat vsem učiteljem, vsem veliko prijetnih trenutkov ob spremljanju te prireditve in še veliko uspešnih zgodb skozi mnoga leta gimnaziji Slovenske Konjice. V dobro nas vseh. Gospa Šušmelj, zahvaljujemo se vam, da ste nas obiskali. Ob tej priložnosti se moramo spomniti še vseh, ki so v 10 letih na različne načine pomagali naši gimnaziji dosegati zastavljene cilje. Gospodu Borisu Podvršniku, županu občine Zreče. Županu občine Vitanje, gospodu Slavku Vetrihu. Podžupanoma občin Slovenske Konjice in Zreče, gospodu Bojanu Podkrajšku in Dragu Šešerku. Nekdanjemu županu občine Slovenske Konjice, gospodu Janezu Jazbecu. In na vsezadnje gospodu Tonetu Ofentavšku, predsedniku gradbenega odbora za izgradnjo objekta gimnazije. Podelili smo jim skromno pozornost z darilci, grafikami, ki so nastale v sodelovanju naših dijakom z Arpadom Šalamonom in Hedo Vidmar Šalamon. Če pa bi ob tej priložnosti želel še kdo spregovoriti v čas 10-letnega delovanja gimnazije Slovenske Konjice, vas vabimo, da pristopite k mikrofonu. Spoštovani vsi prisotni danes, ki ste tukaj na tem slavju, če lahko rečemo, na tem častitljivem dnevu desetletja truda. Jaz bi izrekel v imenu občine in tudi v svojem imenu res iskrene čestitke vsem dijakom, učiteljem, profesorjem, seveda tudi vsem direktorjem, ki so bili in tudi ki so danes tukaj. Veliko zahvalo, kajti zelo pomembno je, občina Zreče je tukaj, živi, skupaj živimo, smo kot ena velika družina, smo povezani in tudi mislim, da vsi rabimo gimnazijo, ki nas izuči in potem v življenju lahko naredimo veliko cilje, tiste, ki si jih zastavimo. Zato še iskrene čestitke vsem skupaj in jaz vidim veliko optimizma, da nam bo skupaj uspelo. Hvala lepa. Halo, prosim gospod direktorico, da se mi pridruži, da izdam priznanje v imenu občine Zreče.
Spoštovane in spoštovani, vsi izbrani, posebej nekdanje in sedanje vodstvo Gimnazije Slovenske Konjice, kolektiv gimnazije, gimnazijke in gimnazijci, nekdanje in sedanje vodstvo občine Slovenske Konjice. Ko sem prejel vabilo na nocojšnjo proslavo, sem bil nemalo presenečen, kako hitro mineva čas. Težko sem dojel to dejstvo, da je od otvoritve minilo 10 let. Če kje, potem se je v Konjicah, ampak veliko prej kot pred 10 leti udejanil rek, ne kar mu stan veleva, kar zmore mož storiti je dolžan. Danes so bila tu izpostavljena imena tistih, ki so izpolnili ta rek, sledili so jim mnogi in jih pri tem podprli. Takoj ob otvoritvi je ustanova začela izžarevati svoje poslanstvo tudi čez meje konjiške občine. Kako se je odrazilo to, recimo pri nas v vseh 10 letih se srečujemo z devetošolci ob zaključku šolskega leta. Že pred 10 leti je bilo zaznati radost na njihovih obrazih, ko so zaznali priložnost, da bodo lahko se šolali blizu, kjer bo domače, kjer bo prijetno, kjer bo skratka toplo. Kasneje se je izkazalo tudi, da se je inštitucija razvija v zelo strokovno ustanovo, dober glas je segel daleč dlje od pričakovanj in tako je tudi prav in tako naj tudi ostane. Dovolite zato, da izrečem v imenu občine Vitanje in v svojem imenu iskrene čestitke tako kolektivu kot tudi vsem snovalcem. Tudi oni bi zaslužili priznanje, ampak je pač tak dogodek, da bom nocoj to priznanje tudi zasluženo podelil vodstvu šole, gospe Jasmini Mihalak Zupančič, zato prosim, da se mi pridruži. Še enkrat iskrene čestitke kolektivu in srečen jutri in še veliko enako in še bolj uspešnih desetletij. Hvala lepa vsem. Lep dober večer vsem skupaj. Imela sem čast in privilegij, da sem bila del prvega učiteljskega oziroma profesorskega zbora Gimnazije Slovenske Konjice. Zato se teh začetkov še zelo dobro spomnim. Osnovna šola pod Goro nam je prijazno ponudila prostore, da je lahko prva generacija, ta prvi, kot so se imenovali, z profesorji, ki smo se gnetli v majhni zbornici, ki je danes kabinet, in nam tako omogočila, da smo izvajali lahko program. Bilo je veliko strahu, ali nam bo uspelo, ali bomo dovolj kvalitetni. Imeli smo 4 leta, preden smo lahko dočakali potrditev. V tem času nas je z starši in učenci družilo samo eno. Trdno smo verjeli v idejo gospoda magistra Šeliha Franca, da bo nekoč tam pod Goro stala stavba, v kateri se bo lahko izobraževali gimnazijci Gimnazije Slovenske Konjice. Nekateri so bili skeptični, nekateri so dvomili, nekateri upali, nekateri pa zgolj opazovali. In to so bili tisti najmlajši, naši učenci osnovne šole pod Goro, ki so se sprehajali in občudovali najprej tisto veliko luknjo, ki je nastala, in nato temelje in velike žerjave. In v okviru likovnega krožka so učenci 2. razreda to tudi narisali. Učenec 2. razreda, sedaj dijak 3. letnika Gimnazije Slovenske Konjice, je ujel delček, začetek uspešne zgodbe Gimnazije Slovenske Konjice. In ta delček bi radi predali vam, v upanju, da nas bo družilo tako kot do sedaj še mnogo več. Spoštovani profesorski zbor, spoštovani dijaki,
Želim vam, da se vaša zgodba uspešno nadaljuje, da bodo vaše črke tako kot do sedaj zlate in da bo vaša knjiga doživljala naklado za naklado. Hvala. Mislim, da ni prav, da samo odidem iz odra. Ne vem, če je zadnja, ampak vendar čutim, da moram reči enkrat skupno vsem hvala za pozornost. Takole je uradni vodni čas pretekel in počakal kulturno-umetniški čas. Prepuščamo vas čas ustvarjalnosti, navdiha, spominov. Lepote v umetniški multimedijski igri gledališke skupine Gimnazije Slovenske Konjice Shakespeare pod mentorstvom Matevža Gregoriča, množičnega pevskega zbora Gimnazije Slovenske Konjice pod umetniškim vodstvom Mojce Koban-Dobnik, šolskega benda pod taktirko Tadeja Drobneta in plesalk Skarmen Kotnik. Avtorici vizualnega medija sta Valentina Jančič in Valentina Pugel. Ob poti v prostor današnjega slavja lahko občudujete razstavo umetniških del naših dijakov Luke Potočnika, Ize Zorc, Dominika Horvata in Blaža Škorjanca. V pritličju naše gimnazije pa so na ogled postavljeni izdelki dijakov prvih letnikov z naslovom Časovni stroj. Ko se bo iztekel čas kulture, vas vabimo še, da se udeležite prijaznega družabnega časa, ki bo v pritličju Gimnazije Slovenske Konjice in ni omejen. Veseli bomo, če boste z nami.
away the moments to make up the day. Reading the ways the hours in no man's way. Picking around all the peace on the ground in your hometown. Waiting for someone or something to show you the way. Oprostite, gospa, a zdi se mi, če se ne motim, da sem vas že nekje srečal. Tudi meni, gospod, se zdi, da sem vas že nekje srečala. Pa vas nisem morebiti po naključju videl v Slovenskih Konjicah. Čisto mogoče, saj sem doma iz Slovenskih Konjic. Kako je to čudno. Tudi jaz sem doma iz mesta Slovenske Konjice. Kako je to zanimivo. Pa vendar, gospa, jaz sem odšel iz Slovenskih Konjic pred približno 6 leti. Kako je to zanimivo in kako je to čudno in kakšno naključje. Tudi jaz sem pred približno 6 leti odšla iz Slovenskih Konjic. Kako je to čudno. Odšel sem z avtobusom, ki gre 6:50 zjutraj in pride v Ljubljano ob 2:30, gospa. Kako je to zanimivo in kakšno čudno naključje. Jaz, gospod, sem se odpeljala z istim avtobusom. Kako je to čudno. Morda pa so se srečala takrat na avtobusu. Čisto mogoče. Ne bi bilo izključeno in lahko bi se kaj takega primerilo. In na vse zadnje, zakaj pa ne, gospod? A jaz se tega nikakor ne spomnim. Tudi jaz ne. Peljal sem se v 2. razredu. Na avtobusih ni 2. razreda, a jaz se vseeno vozim v 2. razredu, draga gospa. Kako je to zanimivo in kakšno čudno naključje. Tudi jaz sem se peljala v 2. razredu, dragi gospod. Morda pa so se srečala takrat v 2. razredu. Čisto mogoče, čisto mogoče. In tudi ni izključeno, a jaz se tega nikakor ne spomnim. Tudi jaz ne. Ampak niste bili vi, draga gospa, tista dama, ki me je prisila naj postavim kovček na mrežo, se mi je to zahvalila in mi pustila kaditi. Seveda, to se morala biti jaz. Kako je to čudno in kakšno naključje. Torej so se spoznala v tistem trenutku? Čisto mogoče, dragi gospod, a jaz se tega nikakor ne spomnim. Tudi jaz ne. V Slovenskih Konjicah sem obiskoval gimnazijo, draga gospa. Kako je to zanimivo in kakšno čudno naključje. Tudi jaz sem obiskovala gimnazijo v Slovenskih Konjicah. Kako je to čudno.
Pisal sem se leta 2003 v prvi A. Kako je to zanimivo, kako je to čudno in kakšno naključje. Tudi jaz sem se leta 2003 upisala v prvi A. Kako je to zanimivo. Moja razredničarka je bila gospa Helena Skazabirk. Kako je to zanimivo in kakšno naključje. Tudi moja razredničarka je bila gospa Helena Skazabirk. Kako je to čudno. Sedel sem v drugi klopi, pri steni. Kakšno čudno naključje. Tudi jaz sem sedela v drugi klopi. Kako je to čudno. Čisto mogoče je, da sva sedela skupaj. Čisto mogoče, dragi gospod, in zdi se mi, da se tega spominjam. Tudi jaz se tega spominjam. Bili smo prva generacija in imeli smo se super. Res smo se imeli super. Če bi se vrnila skozi čas, bi se še enkrat pisala na isto šolo. Tudi jaz bi se pisal na isto šolo. Tam sem se namreč zaljubil, draga gospa, sošolko, ki je sedela zraven mene. Kako je to zanimivo in kakšno naključje. Tudi jaz sem se zaljubila v sošolca, ki je sedel zraven mene. Pa je možno, da sva se zaljubila v istem trenutku? V istem trenutku. Nika, spet sem te našel. Luka, dragi. Somebody sinking, racing around, come on behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older. Short and bright, and one day closer to death. Sam naš obstoj bi lahko bil dokaz za to, če bi preteklosti, tudi naše lastne, v resnici nikjer več ne bilo, ampak samo v našem spominu. In bi nikjer še ne bilo prihodnosti, ampak samo v naši predstavi. Potem bi tudi nas zdajle sploh ne bilo in ne moglo biti. Končno, v tem smislu tudi sedanjosti nikjer nikdar v realnosti ni, ker se nam sproti drobi v trenutke, tako majhne, da nimajo ne začetka in ne konca. Čisto tako, kot tudi najbolj natančna priprava ne more in nikoli ne bo mogla ujeti in opazovati enega samega kvanta sevanja ali posameznega elektrona prostorske realnosti. Realnosti v resnici ni.
Njena resničnost je neulovljiva, nepredstavljiva, dosegljiva samo posredno, v obliki enačb matematične fizike. Fantazijska podoba nečasnega, nadčasovnega in nadprostorskega organizma je seveda v popolnem nasprotju, kot je tudi resničnost sama, zmeraj v nasprotju s površno in površinsko realnostjo. V enakomernem in nespremenljivem potekanju časa v neskončnem evklidovskem prostoru, čeprav je dovolj znano in priznano, da je naš prostor s 3 razsežnostmi matematično samo poseben primer, eden od neštetih možnih, in da evklidskega prostora v fizikalni resničnosti ni, oziroma da je realni obstoj našega prostora in časa nedokazan in nedokazljiv. Pač pa je znano in dokazano, da naše zavesti z naše zemlje gledajo in vidijo zvezde take in tam, kot jih več ni, ampak so bile nekoč v lastni preteklosti točno toliko našega časa daleč nazaj, kolikor ga je od takrat potrebovala njihova svetloba, da je prišla do sem, ali da bi premoleteči svetlobni žarek v resnici v kozmičnem krogu obletel vse vesolje in se čez približno 200 bilijonov let vrnil na svoje izhodišče. Kje sem? Halo? Je kdo tukaj? Halo? Poslušaj me. Kdo si? Prikaži se, da bom vedel, s kom imamo pravka. Duh sem vsega, kar obstaja. Duh te institucije, ki te obdaja. Čudno. Mislil sem, da duh samo nadaljevanje je posameznika. Ampak da, na primer, šola je imela dušo in ta zdaj name se obrača. Verjemi, kar hočeš, vendar le tenko prisluhni, kar ti razkrijem.
Poslušam. Prenesi naprej, kar boš izvedel. Kaj? Nalogo imam, naj te razsvetlim, da se zaveš skrivnosti svoje ječe. Torej govori, če poznaš resnico, ki iščejo vsak slehernik, še posebej v mojih letih. Poznam jo. Torej? Vprašaj. Karkoli. Karkoli. Ali je duša trdna kot železo, ali je morda krhka in nežna, kot veščina krila v sovinem kljunu? Kaj ti misliš? Kdo sploh ima dušo in kdo ne? Kaj ti misliš? In če smo že pri tem, kako je z javori ali z modro peruniko? Kaj ti misliš? Ne vem, zato sprašujem. Opazoval sem in vse se mi zdi strašno čudno. Strašno čudno, strašno čudno. Preden se tvoja duša pogrezne v nič, se moraš še marsikaj naučiti. Naprimer? Naprimer preprostih stvari, kot so, da ti navaden sunek vetra, ki ti pihne v obraz, razkuštra lase, vse, kar je človeku trajno, potrebno za dobro voljo. Vse ostalo je le senca, ki zavira let duše. Tako preprosto je? Zelo, zelo preprosto. Resnica leži na tleh, a se je nihče ne upa pobrati. Resnica? Katera resnica? Resnica ne obstaja. V svoje šolske zvezke, na pisalnik, na pesek, na drevje, na sneg sem napisal ime resnica. Na vse prebrane strani, na vse nepopisane liste, na kamen, pepel, kri sem napisal ime resnica. Na živahne poti, na razpostrte ceste, na trge, ki prekipevajo, sem napisal ime resnica. Na šipo presenečen, na svoja uničena zavetišča, na svoje podrte svetilnike, na stene svojih skrbi sem napisal ime resnica. Rojen sem, da jo spoznam, a se mi vedno izmuzne. Govori, če veš kaj več. Resnica leži na cesti, a nihče si je ne vzame za svojo. Je mogoče biti človek. Očitno je mogoče najti resnico. Hkrati na cesti, hkrati vsakomur. In za vsakokrat, ko to ni bilo mogoče. Očitno je pomembno biti živ. Očitno je pomembno, da celo krivična moč, odvisna od vseh naših življenj, potrebuje tista najmanj pomembna dejanja, ki jih dan za dnem na cesti stori vsak izmed nas. In treba bo misliti na lekcijo, zavedati se vsak trenutek, da je v storjenem dejanju skrito orožje, zavedati se, da smo še živi in da sta življenje in resnica očitno še mogoča. Kicking around on a piece of the ground in your hometown, waiting for someone or something to show you the way. Kind of lying in the sunshine, staying home to watch the rain. You are young and life is long, and there is time to kill today. And then one day you find 10 years have gone behind you. No
come home cold and tired. It's good to warm my bones beside the fire.